V pomladni sezoni smo prikazali zares majhno stanovanje v 300 let stari hiši v središču Ljubljane. Že takrat smo omenili, da so nekdanje veliko stanovanje predelali v 3 manjše bivalne enote. Odprli so nam vrata v še eno od teh stanovanj, katerega površina znaša le 30 kvadratnih metrov. Naš pogovor z lastnico stanovanj in arhitektko, ki je zaslužna za preureditev, bo razkril, kako sta razmišljali in iskali rešitve. Nastal je sodobno opremljen ambient, v katerem pa ne manjka starejših kosov opreme, ki skupaj z novimi ustvarjajo prijazno, sveže vzdušje. Gospe, spet smo v eni stari hiši. Karin, vi ste tu doma, Tina je prišla, da je tukaj lepo, predvsem pa, da je sveže in drugače, kot je bilo. Kako je bilo prej tukaj, Karin? Prav v tem prostoru je bila ravno tako kuhinja od moje babice in spomnim se, da sem sedela rada v tem kotu, bila je klopca, tamle je bil šporhet in tukaj so bile zelo zanimive debate. Bila je tudi ena omara z vloženimi kumarcami, ogromni kozarci, ne vem, kdo je toliko pojedel, ampak ja, tega se spomnim, tudi marelična marmelada. No. Kako prisluhnete naročniku ali pa recimo v tem primeru, kaj je Karin vedela in kaj ste vi potem začeli nadgrajevati prav za to stanovanje? Karin v bistvu si želela neko samostojno enoto, da ima vse, kar potrebuje nek sodoben človek, tudi od vse od pralnega stroja in vsega. Tako da v bistvu je bil to neko izhodišče. Potem pa smo začeli sloj po sloju v bistvu snovati zgodbo, kaj bomo uporabili, kaj bomo na novo naredili in kako bomo to naredili. Ker tudi, ker je hiša stara, je treba, ko se stvar odpre, ko se neko novo konstrukcijo umeščati, zelo pazljivo zasnovati, pregledati, kam bomo to umestili, naslonili, da bo hiša še naprej trdno stala, tako kot do sedaj. Nekdanji garderobi so namenili novo vlogo, vlogo kuhinje. Mi smo se zavedali tega, da nam je pretemen. In smo rekli, v redu, bomo mi to pohištvo vseeno, ker je kvalitetno obdržali in ga v bistvu prilagodili, da bo postalo kuhinja. Tako da smo v bistvu mizar ga vzel v roke, ga poplitvil in v bistvu skrajšal, tako malo je bilo gnetenja in potem je nastala kuhinja. Tako da določene omare smo pa tudi uporabili na drugih mestih. Pravi reciklaža v najboljšem smislu besede. Tako, Karin se zelo zaveda tega, da če je nekaj dobro, je vredno poskusiti in dati novo priložnost. Prijaznejši vtis so dosegli tudi z izbiro vzorcev na steni v svetlo-rumeni barvi. Neko tapeto se nisva želeli odločiti, hoteli smo nekaj, kar se lahko tudi zamenja, tako da v bistvu ob iskanju nekih teh rolerjev sem naletela ravno na ta vzorec, ki ponazarja kuhinjske elemente, se pravi od nekega čajnika, ribe, vse, kar najdeš v kuhinji, sem rekla, to bo pa za našo Karin, da bi lahko vključili v njen interjer. In še s pravim odtenkom smo v bistvu dali, da kuhinja bolj zažari. Zaradi višjega stropa so lahko umestili galerijo, kjer se povzpnemo do 2 ležišč. Eno samostojno ležišče je pod galerijo in 2 dodatni ležišči na raztegljivi sedežni garnituri. Ja, na ta prostor pač smo želeli umestiti tudi ležišče, ki pa ne bi zasedel cel prostor, se pravi neko zakonsko ležišče, zato smo ga vzdignili, spodaj pa ustvarili prehod. In ko si z neko višino omejen, je vedno tako, da tam, kjer daš več višine, drugmu vzameš na enem mestu. Tako da smo v bistvu lovili to možnost neke ugodne hoje pod ležiščem in pa potem na ležišču neko, kako bi rekel, sprejemljivo še višino, da se človek ugodno počuti. Predvsem pa se mi zdi, da s tem, ko imamo pogled na obe smeri iz tega v bistvu dvignenega dela ležišča, da te v bistvu navdaja z nekim pogledom in pa svobodo, da nisi tako v nekem nizkem prostoru omejena. Posebno pozornost so posvetili kopalnici. Vanjo so umestili več, kot bi pričakovali glede na skopo odmerjeno kvadraturo.
Tukaj smo mogli na novo speljati kanalizacijsko cev, kar je v bistvu, če se ti v nekem višjem nadstropju, velik izziv, sploh v večstanovanjskih stavbah. Tako da smo imeli to srečo, da smo lahko to normalno speljali vse do kleti. Da bi omogočili prezračevanje, so odstranili del stare pregradne stene. Poseben pečat pa kopalnici daje tlak. Njena značilnost, pa to, kar smo želeli poudariti, je pa ta taktilnost, in v bistvu smo želeli poudariti to doživljanje ob dotiku in pač tudi sproščanje telesa in duha. Ena zelo zanimiva luč je tam v tistem prostoru, je tako? Ki jo tudi verjetno niste kupili v kakšni veleblagovnici. Ne, to smo skupaj ustvarjali. Tako. In je že dobila eno vrhunsko pohvalo. Super. Ene gospe, ki je tudi dizajnerka. Ja, jaz sem samo vedela, da bi rada šla v eno trgovino, ki mi jo je Tina pravzaprav pokazala. Sama sem videla eno podobno v Madridu, ampak prav v tej trgovini pa res lahko narediš pravzaprav svojo lučko, če imaš le domišljijo, kako bi jo naredil. In Tina je imela to domišljijo. Moram reči, da smo nekako skupaj ustvarjali, ampak potem, ko ste vi predlagali, kako bi to lahko bilo, sem rekla, wow, to je to. Arhitektki res ne manjka inovativnih idej in izkušenj, ki starim prostorom vdahnejo novo življenje.